Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako z znanstvenim žepnim računalnikom izračunati vrednosti logaritmov. Torej, nekateri znanstveni žepni računalniki lahko računajo logaritme s katerokoli osnovo. In torej v tistem primeru vtipkate in konec. Nekateri drugi znanstveni žepni računalniki, malo bolj enostavni, pa lahko računajo logaritme samo v dveh osnovah, ki jih zdaj vidimo. Torej, nekateri znanstveni žepni računalniki ali nekatere app ali nekateri programi za računalnik računajo samo v osnovi 10 in v osnovi e. E je neparljivo število. In še to povem, da imamo to konvencijo, po kateri, če ne pišemo osnove logaritma, napišemo samo log x, to se misli na logaritem z osnovo 10 od x. In če napišemo lnx, to je naravni logaritem od x, in to je mišljeno kot logaritem z osnovo e od x. E je neparljivo število, ki velja približno 2/7, ima in važen pomen v matematiki, ki ga zdaj v tem trenutku ne obravnavamo. Prav, in torej, če mi hočemo računati en katerikoli logaritem z osnovo a od x, kako napravimo samo s tem, da uporabimo samo tega ali samo tega? Rabimo formulo za spremembo osnove pri logaritmu. In torej, sedaj vam povem tudi, kako si jo zlahka zapomniti. Torej, logaritem z osnovo a od x. Tukaj bomo imeli en ulomek. Od zgoraj bomo dali logaritem od x, od spodaj logaritem od a. A je bila osnova prej. In sedaj, tukaj katero osnovo damo? V resnici lahko damo katerokoli osnovo, tisto, ki jo želimo. Dovolj jasno, da je ista zgoraj in spodaj. Tukaj zdaj damo eno osnovo b. Osnova b katerakoli, dovolj, da je ista zgoraj in spodaj. Tako. Sedaj zračunamo, torej rabimo to formulo za logaritem z osnovo 16 od 8. Torej, tukaj bi lahko, kot sem rekel, rabili znanstveni žepni računalnik, bi izračunali logaritem z osnovo 10 od 8, logaritem z osnovo 10 od 16 in ja, napišemo. Ja, to bi lahko tudi napravili z žepnim računalnikom, kot sem komaj rekel. Ampak, v tem specifičnem primeru vidimo eno drugo metodo, en drugi način, da zračunamo na pamet. S tem, da smo uporabili to formulo za spremembo osnove. Tukaj je dovolj, da pomislim trenutek, se nam splača dati osnovo 2 zgoraj in spodaj. Zakaj? Ker to lahko zračunamo kar na pamet. Logaritem z osnovo 2 od 8 je 3, ker 2 na tretjo je 8. Logaritem z osnovo 2 od 16 je 4, ker 2 na četrto je 16. Torej, tukaj smo dobili 3/4, nismo rabili žepnega računalnika, smo rabili na pamet. Prav, in zdaj vidimo primere, kjer ga moramo rabiti, žepni računalnik. Torej, logaritem z osnovo 2 od 5. Torej, gremo po pravilu, napišemo lahko log 5 ulomljeno log 2. To je ena možnost, ali pa z naravnim logaritmom. Ln 5 ulomljeno ln 2. In sedaj tukaj lahko poskusite tudi vi izračunati žepnim računalnikom. Jaz zdaj sem že napravil, vam napišem. Tukaj sem zaokrožil na 3 decimalke, 0,699, 0,301. Tukaj za naravni logaritem pa 1,609 ulomljeno 0,693. In torej, potem zračunate še to in v obeh primerih moramo dobiti isto, jasno. 2,322. 2,322. Ja, jasno moramo dobiti isto v obeh primerih. Ja, in tako smo izračunali. Je še ena stvar, ki je zanimivo opaziti,
ena posledica od te formule za spremembo osnove. Tukaj lahko dam katerokoli osnovo, torej lahko dam osnovo x. Logaritem z osnovo x od x ulomljeno logaritem z osnovo x od a. Ampak tukaj v števcu imam ena, ker logaritem z osnovo x od x je ena, ker x na prvo je x. Imam ena ulomljeno logaritem z osnovo x od a. In torej, kaj zdaj opazimo? To je enako temu, tukaj imamo logaritem z osnovo a od x, tukaj imamo logaritem z osnovo x od a. Smo obrnili osnovo in argument logaritma in ena vrednost je obratna vrednost druge. Sta si med sabo obratni vrednosti, ko zamenjamo osnovo in argument logaritma. Prav, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.